Dober večer. Lepo pozdravljeni vsi. Veseli me, da smo se zbrali v tako velikem številu danes tukaj. Naj vas kot prvo pozdravim v imenu mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Nova Gorica. Veliko srečanj smo že imeli, nekatera so posvečena gospodarstvu, nekatera politiki, no danes jih posvečamo zgodovini, zgodovinskim dejstvom. Zelo sem vesela, da lahko v naših vrstah pozdravim gospoda Romana Leljaka, in poslanca Slovenske demokratske stranke, gospoda Franca Breznika. Najbrž veliko že veste o naših sogovornikih ta večer, pa vseeno ne na kratko nekaj besed. Gospod Roman Leljak je rojen leta 1964 v Hrvaškem Zagorju, oče Rudolf Leljak in mati Milica Belošević. Osnovno šolo je končal v Štorah pri Celju. Šolanje je nadaljeval v srednji vojaški šoli v Sarajevu in v visokošolskem centru na Banovici v Beogradu. Končal je posebno šolanje za šifranta v jugoslovanski armadi in posebno šolanje v vojaškem centru varnostne službe v Pančevu. Zaposlen je bil v jugoslovanski vojski, najprej kot šifrant, kasneje pa kot organ varnosti JA. Gospoda Franca Breznika mnogi že poznate, predvsem najbrž z televizijskih ekranov. Franc Breznik je diplomiral iz elektronike in ekonomije in končuje podiplomski magistrski študij na Evropski pravni fakulteti. Pred poslanskim mandatom pa je bil zaposlen pri Steklarni Rogaška. Osnovno šolo je obiskoval v Lenartu v Slovenskih Goricah. Kot vojak je doživel pekrski upor proti JLA, kasneje pa je aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo. Bil je tudi pripadnik prve častne čete Slovenske vojske. Širši slovenski javnosti je gospod Breznik postal znan predvsem po svojem samostojnem raziskovanju letalske nesreče na Korziki leta 1981. Prijeten dober večer obema gostoma. Če se strinjate, bi kar najprej sama postavila nekaj vprašanj, kasneje pa, če bo čas le dopuščal, še nekaj vprašanj v dvorani, kasneje pa v preddverju, kjer se bomo malo podružili. Torej, gospod Leljak, če lahko začnem pri vas. Odkot vaše zanimanje za proučevanje delovanja in zločinov UDBE in koliko časa se že s tem ukvarjate? In zakaj pravzaprav širši slovenski javnosti mogoče postajate znani šele sedaj? Kaja, hvala lepa za besede. Lep pozdrav vsem tukaj. Lepo je tukaj v Novi Gorici, imate bolj toplo, ko mi tam preko tega hriba. Ja, takole, Kaja par besed povedala o meni. Jaz sem se do zdaj, odkar sem poblacist, zadnjih 10 let v glavnem ukvarjal z polpreteklo zgodovino. To so dogodki neposredno vezani po letu 1945 in predvsem za ta štajerski del od Celja, Pohorja, Prekmurja in tisti del, in z tega naslova sem izdal že mislim okrog 24 knjig po tej tematiki. Namerno se dolgo nisem ukvarjal z problemom UDBE kot takšne, ampak lani nekje v 7. mesecu so me prosili iz Zagreba, da jim pride malo pomagati dešifrirati nekatera dokumente iz arhivskega gradiva UDBE. Takrat sem se odločil, zakaj pa ne bi te zadeve počel tudi v Sloveniji, ker tudi tam imamo kup zadev problematični, nikoli pa se v tem ni nihče lotil. Veste, gradivo UDBE ni tako enostavno. Gre za to, da je vse pisano v neki kodirano, s tajnimi imeni, nič ni preprosto in kdorkoli teh gradiv niti ne more brati. Vsak sodelavec ima svoje kodno ime, vsak objekt, ki se nadzoruje, ima svoje kodno, tajno ime in v samih arhivih pa ne obstajajo prava imena. Se pravi, pravih imen ni. Moral sem prebrati verjetno preko 5000 strani dokumentov, da sem lahko
sploh vedel, da je na primer sodelavec Hanzi, da gre za Milana Doriča, oziroma je problem še kasneje, da je služba državne varnosti, jaz bom govoril UDBA bolj narodno, bolj enostavno, da je vsakih 5 let tudi imena sodelavcev in pa objektov menjavala. Tako da enkrat piše to ime, drugič to ime in če ne poznaš, misliš, da gre za druge različne osebe. V dokumentih UDBE tudi ni preprostega pisanja. Se pravi, UDBA nikoli ni zapisala, mi smo v Salzburgu ugrabili Stjepana Crnogorca. Oni so zapisali akcija v Salzburgu uspešno končana, dueta smo pripeljali. Ta duet je bil ta Stjepan Crnogorac. Seveda tako raziskovanje zahteva neko veliko predznanje. Jaz sem imel to srečo oziroma nesrečo, kakorkoli da rečem, da sem to šolanje nekoč končal in da mi je ta metodologija dela tajnih služb v bistvu poznana in znana in se nekako lažje te zadeve berem. No in lani nekje julija meseca, ko so vsi odhajali nekako na dopust, sem jaz začel se ukvarjati z arhivi službe državne varnosti, UDBE slovenske. Moram povedati, da je trenutno okrog UDBE v slovenskih arhivih ukranjenih nekje okoli 2 milijona 200 tisoč listin A4 formata, da se te listine v glavnem sodijo v področje delovanja UDBE, to je tako kot so imenovali ekstremna jugoslovanska emigracija in pa kontraobveščevalne oziroma obveščevalne službe. Večini, skoraj 99%, pa je uničeno gradivo delovanja UDBE proti tako imenovanjem notranjem sovražniku. To je pa tisto preko ulice, iz dneva v dan. V Sloveniji zaenkrat nimamo ohranjenega niti knjige sodelavcev, kar na primer na Hrvaškem, Bosni in Srbiji imajo. Jaz osebno verjamem, da ni uničena, ampak da je še nekje pri kakšnem od vrhov UDBE teh posameznih doma skrita. Tako da vam moram povedati, da je dokaj težko to raziskovanje. Moram povedati, da sem 4-5 mesecev delal vsak dan, si kopiral gradivo, doma študiral, da bi na koncu leta le prišel do nekih zaključkov in nekih ugotovitev, ki smo jih potem počasi dajali v javnost. Začel bom s tistim, kar smo že dali v začetku 11. meseca lani v javnost, pa takrat to ni bilo nekako sprejeto v javnosti kot nekakšen problem. Malo je medijev o tem poročalo, skoraj nihče. Navedel bom tukaj primer ugrabitve in likvidacije Stjepan Crnogorca. Crnogorac je priimek, Stjepan je ime. Gre pa se za Hrvata rojenega v Bosni in Hercegovini. Kot vidite, Stjepan je bil rojen 7.12.1946, neposredno po drugi svetovni vojni. 1972. leta je službo UDBO za Jugoslavijo vodil Silvo Gorenc, danes živi v Krškem in je tudi član ene od strank. Načelnik službe državne varnosti za Slovenijo je bil Boris Mužič, tudi živi v Ljubljani. Tule piše pomočnik načelnika, bil je načelnik službe državne varnosti, pravilno bi bilo zapisano pomočnik sekretarja za notranje zadeve, ki pa je bil takrat Marjan Orožen, ki je pa tudi živ in še živi v Ljubljani. Republiški sekretar za notranje zadeve, pomočnik njegov je bil tudi načelnik UDBE oziroma načelnik UDBE, kot bi rekel neke dve funkcije, ena funkcija, dva imena. To je Stjepan Crnogorac, enkrat malo daljše lase, mlajši v srednji šoli in potem na fakulteto, ki ga je šel študirati v Salzburg. Srednjo šolo je končal v Splitu, srednjo katoliško šolo. No, leta 1972 je v arhivih
Udbe, precej gradiva in ko sem šel skozi operativne akcije, operativna akcija Udbe pomeni, da je Udba si določila en objekt ali neko sredino, mesto, neko grupacijo ljudi, ki bi naj delovala z pozicij notranjega sovražnika, ekstremne emigracije ali pa kaj, in je to ponovadi imenovala operativna akcija, nadala neko ime. Tako je bila to operativna akcija Raduša. Starejši se boste spomnili, leta 1972 je 19 pripadnikov Hrvaškega revolucionarnega bratstva preko Mute v Sloveniji vstopilo v takratno Jugoslavijo, ugrabili so tam en kamion takratne radenske šoferje in so se s tem kamionom peljali vse do Raduše, Bugojna. Takrat je bila politična situacija v takratni Jugoslaviji, v Beogradu je bilo gibanje mladih, hrvaški mas pokret, v Sloveniji je bilo Kavčičevo obdobje. Hrvati iz Avstralije so pač takrat menili, da bi bilo pravi trenutek, če pridejo sem, da bi pomagali vsem tem političnim skupinam za razbijanje Jugoslavije. Danes vemo, da je njihov obisk imel prav drugačen učinek, da je takratna komunistična partija Jugoslavija ta dogodek izkoristila, da je še bolj zaprla meje oziroma še bolj ljudi prepričala, da če ne bojo skupaj, če se ne bojo držali, se jim bo to dogajalo. Potem je operativna akcija Venera. To je bila akcija širšega značaja, kjer so po Avstriji in Nemčiji takoj začeli nadzor vseh hrvaških emigrantov, ki bi lahko kjerkoli sodelovali proti Jugoslaviji. Potem je operativna akcija Duet 1, 2, 3, 4. Operativna akcija Duet 1 pomeni postavitev bombe v Salzburgu, ki je eksplodirala takrat, ki je postavila Udbe, pa na srečo ni bilo noben ranjen. Duet 2 je bil tajno ime za Stjepana Crnogorca. Duet 3 je bil Hrovat Ilija, eden od tistih, ki je prišel s tistimi 19. In Duet 4 ga do zdaj še nisem razjasnil in ne vem, kaj pomeni. Operativna akcija Pero je pa akcija iz 3.7.1972, tistega dneva, ko so neposredno izvršili ugrabitev Stjepana Crnogorca. Tole potni list, tega poznate vsi. Upam, da ga nikoli več ne bomo imeli. Prej, če ste si zapomnili sliko potnega lista oziroma Stjepana Crnogorca, da ga sedaj vidite na sliki, spodaj je ime Golac Marko. Golac Marko, potni list je izdelan v Brežicah. Golac Marko bi naj bil rojen 7.12.46, to je isti datum kot pa Stjepana Crnogorca. Stanoval bi na Gubčevi 12 v Kranju. V arhivu sem našel tudi eno tako bančno knjižico od Sparkasse Avstrija. Na njej je bilo pozitivnega salda 30.000 šilingov. V tem trenutku mi nekaj ni bilo jasno, zakaj knjižica bančna v arhivu, namreč tako je imel tega denarja ni mogel dvigniti, ker vse veste, včasih je bilo na knjižici denar in si samo knjižico ponesel in tam so ti upisali saldo plus oziroma minus. V tistem trenutku mi je bilo jasno, da je tukaj nekaj narobe. Preveril sem za Stjepana Crnogorca in v literaturi našel, da je 2.7. bil zadnjikrat viden v Salzburgu in da je od takrat pogrešana oseba. Jasno mi je bilo, da sem našel razlog, zakaj je bil pogrešan, zato ker ga je slovenska Udba ugrabila in pripeljala v Slovenijo. Tule je en dokument, ki govori o teh akcijah, ki sem malo prej govoril. No, tule je pa en dokument, ki je nastal 4.7.1972
v njej Boris Mužič, takratni načelnik službe državne varnosti Slovenije, piše Gorenc Silvotu v Beograd, prosim, da nam sedaj takoj pošljete dogovorjeno, akcijo Pero smo uspešno končali, pošljite nam $20,000, ameriških dolarjev in pa 70,000 din. 70,000 din, to je Mužič zahteval od Gorenca, da tak denar pošlje, zato da plačajo vse te ljudi, ki so bili vključeni v ugrabitev Stjepana Crnogorca. Zakaj vemo točne datume? Stjepana Crnogorca, ko so ugrabili, so ga držali v Ljubljani, mislim, da je bil to SDV center na Igu, tam so imeli posebne prostore, tam so ga držali so ga približno, koliko jaz vem, sigurno do 15.7.1972 leta, do tam je bil. Namreč za vsak dan je Boris Mužič poročal v Beograd in ti zapisniki so ostajali o njegovem zaslišanju. No in med temih 6-7 dni zaslišanja, 10 dni, je v bistvu Stjepan Crnogorec tudi napisal svojo ročno izjavo o tem, kaj je počel v Nemčiji, v Avstriji, v Salzburgu. Med tem je tudi pred zadnji dan zapisal, kako so ga ugrabili, kako je UDBA prišla po njega. Prišli so k njemu na stanovanje, privatno stanovanje, kjer je stanoval, zjutraj ob 6, pozvonili so mu na vrata, pozvonili so enkrat, pa ni odprl, pozvonili so drugič, potem je le nekako odprl, vstopili so 3 moški v civilnih oblekah in se predstavili, da gre za avstrijske policiste. Med njimi je bil tudi sodelavec službe državne varnosti, sodelavec UDBE Bilić. Bilić pa je v resnici pravi avstrijski policist, ki mu je bilo ime Franz Frankl. Franz Frankl še danes živi v domu za ostarele v Celovcu. Ostali dva sta pa bila Pavlin Milan in pa Drevenšek Drago iz Maribora. Ti trije so se predstavili kot avstrijski policisti z pretvezo, da mora z njimi na avstrijsko policijsko postajo. Vsedli so se v hrošč avto in se odpeljali. No in ko je Stjepan videl, da šofer Drago je vozil, da se najbolj ne znajde po tistih ulicah v Salzburgu, je začel spraševati. V tistem trenutku so mu nadeli lisice in mu dali neko tekočino za pit, prebudil se je v Ljubljani. Glede na to, da so imeli avstrijskega policista s sabo kot sodelavca UDBE, jim je bilo dokaj enostavno verjetno priti čez mejo. To so te izjave, teh izjav je približno na 200 strani. To je teh 9 sodelavcev UDBE, ki so ga ugrabili, kot sem že omenil, Bilić, Kovač in Željko, to so tajne imena, prej sem vam govoril prava imena. 3 sodelavci, spremljevalci, Špela, Branko in Boris, njihovih pravih imen ne vem, in 3 sodelavci, observeri, opazovalci, ki so oddaleč opazovali in bi pomagali, če bi bili šlo karkoli narobe. Tudi njih trenutno ne vem. Evo, to je ta Marko Golac in pa Stjepan Crnogorac, gre za popolnoma iste osebe. Kot sem rekel, v samem arhivu je bila ohranjena osebna pošta Crnogorca. Verjetno so potem, ko so ga dali v avto, tisti 3, ko so bili v observeri, stopili v stanovanje pa pobrali tudi njegove osebne stvari. Ostalo je tudi tonski zapis njegovega zaslišanja, 3 kasete. 10 dni nazaj smo te kasete poslušali v zelo slabem glasu, zelo slabo se sliši, ampak policija slovenska je potrdila, da gre za Stjepana Crnogorca in da je to zaslišanje, ki so ga takrat slovenska UDBA upravila z Stjepanom Crnogorca. Ta zapis bomo predstavili javnosti v ponedeljek, naslednji ponedeljek ob 11. zjutraj v Ljubljani.
Jaz ta zapis sicer imam danes tukaj zraven, tonski zapis, ampak glede na to, da ga bo družina komaj v soboto pojutrišnjim slišala, je prav, da najprej to oni slišijo, pa potem komaj slovenska in pa hrvaška javnost. Mislim, da je to osnova pietete in da si ne moremo dovoliti, da vam to zdaj zavrtim. V postopku samem operativnem je sodelovalo še okoli 30 operativcev UDBE, ki so tukaj našteti. Celotno zadevo smo predali, sem osebno predal v obravnavo avstrijski policiji, namreč ravno zato, ker je Franc Frankl kot sodelavec še živ. Začela je pa zadevo obravnava tudi slovenska policija in moram povedati, da kar resno, jutri sem že četrtič zaslišan od strani slovenske policije. Seveda, ko se taka akcija konča, tako kot je v Sloveniji, pa tudi danes navada, se more odlikovati ljudi, dobiti priznanje in seveda Mužič je takrat bil predlagan, da dobi red bratstva in enotnosti z zlatnim vencem za leto 72, za tisto leto, ko je v bistvu organiziral ugrabitev tega človeka. Ob tem bi mogoče zelo na kratko omenil še zadevo z Milanom Kučanom. Jaz sem na Milana Kučana naslovil eno pismo, namreč vedel sem, da je 14.7.1972 bila seja Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Milan Kučan je bil član tega sekretarijata Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Edina točka dnevnega reda je bila delovanje ekstremne jugoslovanske imigracije in druga točka je bila razno. Nisem ga napadal, prosil sem ga samo, če bi kaj vedel, ker me zelo zanima, kje je Stjepan Crnogorac pokopan, kako je končal, da mi pomaga v tej smeri, da obrne telefon Gorenca oziroma Mužiča, on ima to avtoriteto in da mi pomaga. Dobil sem odgovor, ki ga je slišala cela Slovenija, da on s tem nič nima, da on o tem nič ni slišal. Tule imate eno informacijo iz leta 11. julija 72, se pravi 3 dni pred to sejo, in ker je gospod Kučan rekel, da takrat ni slišal nikoli za nobenega Crnogorca, na tej 16. strani vidite, da je Crnogorac Stjepan dvakrat omenjen, tako da je lahko dvakrat prebral njegovo ime. On je sicer na komisijo za peticije dal vse dokumente, razen tega dokumenta, teh 36 strani, tega pa ni posredoval javnosti, tako da se je glede tega malo zlagal. Kaj jaz bom še malo nadaljeval, tako da še malo nadaljeval, tako da potem ta vprašanje lahko. No. Seveda, ta primer, ki sem ga opisal, je sedaj postal komaj aktualni. Najbolj je postal aktualen takrat, ko me je poklicala avstrijska policija in me je v zadevi zaslišala. In pa seveda v zahvalo Evi Irgl in pa Francijo, ki je danes tukaj, ki sta zmogla toliko hrabrosti in poguma, da so takrat sklicali sejo za peticije in človekove pravice pri Državnem zboru za Republiko Slovenije. To je bil tisti moment, ko je zadeva se trenutno začela v Sloveniji govoriti o tem. In pa seveda ta druga zadeva, ki jo bom zdaj omenil, to pa je umor še enega Nikico Martinovića, v katerega je pa vpleten po funkciji in po dokumentih, ki jih je podpisal Janez Zemljarič. Mogoče za uvod, tukaj boste videli leta 1972, pa potem tudi kasneje, je UDBA začela razvijati tudi svoja tajna sredstva za likvidacijo. Če vam tukaj pomagam, tukaj je na primer zadeva UP 100,
HP1, to so razni sprožilci za tempirana eksplozivna sredstva. Prvi HP1 je delal na določeno brzino v avtomobilu, če so nastavili na 60 km/h in takrat prišlo do eksplozije. Drugi je delal na prevožene kilometre, naprimer 15 km, pa je prišlo do eksplozije, in tretji na določeno temperaturo. Naprimer v prostoru se je nastavilo na 23-24 stopinj in ko se je dosegla ta temperatura, ponovadi se ta temperatura doseže, ko pride več ljudi v prostor in se zagreje in takrat pride do eksplozije. To so čista teroristična sredstva, za katere še dan danes v bistvu ne vemo, kje so. Potem so specialna sredstva, to so original dokumenti, piše sicer specialna sredstva, kakorkoli je pravilno slovensko. Model F1 za neposredno delovanje, ki se aktivira pri neposrednem udaru v telo osebe. Se pravi, to so razni svinčniki, ki so napolnjeni z strupom in se to z iglo dotakne človeka in ubrizga strup. In pa F2, model za posredno delovanje, to pomeni balistična igla na 2-3 metra se spusti spet v telo človeka in ga ubije. Za polnjene so pač uporabljali tiste takrat aktualne strupe. Seveda vsak center je imel tudi različno orožje in to z glušilci, dušilci, bezostrelke in pištole. Vsak center Ljubljana, Marij, tudi Nova Gorica je imel eno tako pištolo v svoji vse skupaj. Seveda je Udba za svoje delovanje uporabljala tudi različna tajna stanovanja, kar nekaj jih je bilo po Sloveniji. Tole je en objekt Jesenice 1. Odpiral se je v bloku tako, da se je cela kuhinja pomaknila, tam je bil vhod v tajno stanovanje na dvorišče, 200 kvadratnih metrov pod zemljo in pa tudi rezervni izhod tam, ko je bila cisterna za olje. Teh stanovanj v Sloveniji še ni odkrita, jih je pa nekje okrog 35, v Gorici je eno. Če jo malo uporabi Sova danes, nimam pojma. To je gospod Janez Zemljarič. Nikica Martinović je bil sicer poročnik domobranske vojske, veste, da so v Hrvaški takrat imeli domobransko vojsko in so imeli ustaško vojsko. Leta 1945 se je skupaj z vsemo to grupacijo ljudi bežal preko Slovenije v Pliberk. No, na njegovo srečo, bili so redki, je ostal v Celovcu, ker je bil, mislim, da ranjen oziroma bolan, je ostal. V Celovcu si je uspel narediti družino, na novo se je poročil, čeprav je doma pustil 3 sine in pa ženo. Na novo si je priskrbel družino, začel je normalno delati. V spomin na svoje tovariše pa so si ljudje, Hrvatje, tam organizirali v častni pliberški vod, ki so vsako leto organizirali srečanje in spomin na te njihove tovariše oziroma vojake, domobrance, ki so umrli v Jugoslaviji oziroma na tistem pliberškem polju. Zbrali so se datum 15. maj 1915. maja, ker je 15. maja 1945 podpisan sporazum med Angleži in Titovo jugoslovansko vojsko o vrnitvi vseh teh vojakov v Jugoslavijo. Avstrijske oblasti dolgo niso dovolile te prireditve, ampak so se nekako znašli. Prva prireditev je bila tako, da so si naredili nogometni klub, pa so v Pliberk šli nogomet igrati prav na tisti dan in so potem med nogometnim igriščem hitro šli položiti cvetje. Potem pa so izkoristili, ker je bil takrat v začetku maja tudi materinski dan in so zaprosili, da bi tam proslavljali materinski dan in to mi je potem tudi avstrijska oblast, mislim, da leta 1956 dovolila in od takrat naprej še do dan danes imajo to prireditev.
Nikica Matinović je bil ubit 17. februarja 1975. leta, okoli 18. ure zvečer. Zakaj takrat? Takrat se je, tisto leto bi moglo biti 30. letnica teh vrnitev teh vojakov v Jugoslavijo in bila neka okrogla prireditev in UDBI to ni bilo všeč, seveda tudi ne naročniku UDBE, to je Komunistični partiji Jugoslavije takrat, da bi se tam neposredno zraven jugoslovanske meje zbralo množica ljudi, ker za takrat so napovedovali, da bojo prišli vsi iz celotnega sveta in da bi naj bi prišlo preko 30.000 ljudi. To seveda Komunistični partiji Jugoslavije ni ustrezalo, zato je UDBI naročilo, da se zadeve morajo preprečiti, da do tega ne prihaja. Prvi poskus je bil že leta 1966, ko so na pokopališču postavili bombo, ampak tista bomba je na srečo pol ure prehitro eksplodirala in tudi takrat ni bilo žrtev, ampak niti s tem jih niso prestrašili. To je Nikica Matinović ubit z neposredne bližine, tam mu se je približal neposredno in ga od vrat zgoraj ustrelil, to je puščica. Ja, obdelava Pliberški vod, UDBA je tako kot za vse akcije, ko sem prej govoril za Radošo, tako tudi to naredila akcijo Pliberški vod. Iz same dokumentacije se vidi, da so Nikico Matinovića dnevno nadzorovali od decembra 1974 pa vse do 17. februarja 1975, ko je bil likvidiran. Bili so to sodelavci Žan, Bilić, Igor, Jagoda in Borje. Borje je Lukenda, Jagoda je avstrijski policaj Jagodic, za Žan, Bilić in Igora pa nimam trenutno podatkov, kateri so njihova prava imena. Za leta decembra je Zemljarič sprejel načrt za obdelavo Pliberški vod in tam je v svoji nalogi napisal, da je potrebno narediti vse priprave za ukrepanje in da se paralizira delovanje Pliberškega voda. To je en izraz, ki so ga uporabili, se pravi paralizirati, se pravi nekoga od glavnih preprečiti, ugrabiti, likvidirati, samo da ne bi mogla organizacija delovati naprej. To dokument je gospod Zemljarič podpisal in pa seveda 4.2.75. leta je Milan Pavlin, ki je bil takrat šef oddelka za delovanje UDBE v tujini proti emigraciji, predlagal, da se sodelavca Hanzija in pa sodelavca šoferjev porabi za konkretne akcije, da se jih potem nagradi in da se jih vrne nazaj v Jugoslavijo. Konkretno za Hanzija je bilo planirano, da mu kupijo gostilno na Pohorju, ker je bil že v Nemčiji gostilničar in da tam živi naprej. Gospod Zemljarič je ta dokument podpisal z besedami, da se strinja z predlaganim. Sodelavcev v tem kontaktu bilo izročeno tudi neko municija. Boste pa videli malo kasneje, kako je vse skupaj to potekalo. Tole je sodelavec Hanzi, Milan Borić. Od 69. leta do aprila 90. leta je dobil preko 1.080.000 evrov nagrad, mark takrat, no, če to danes pretvorimo je, ajde. Tole so njegova osebna potrdila, ko je naprimer 30. julija potrdil sprejem 3.300 šilingov, 3.8. se pravi 4 dni kasneje 3.700 šilingov plus 800 dem podpis Hanzi. Ko sem 7., 8., 9. mesec to raziskoval, me je presenetilo en dan pismo. Dobil sem pismo od doma, namreč v avstrijskem časopisu Kleine Zeitung oziroma v Kuriru je šel en moj intervju, kjer sem omenil takrat prvič ugrabitev Stjepana Crnogorca. No in ta Hanzi se je meni s pismom javil na osnovu tega intervjuja in sem potem 2 meseca se dopisoval z njim,
pač sem se predstavljal, kot da veliko ne vem o tem in poskušal od njega zvedeti čim več, ampak nič kaj posebnega ni povedal. So pa ta njegova pisma dobra, ker danes njegov rokopis potrjuje tiste dokumente, ko je sprejemal denar, ne? Tako da imamo vsaj nekaj. Kodič, prej sem omenil, kako so spreminjali imena, ne? Doris je prvo imel, prvo njegovo ime je bilo Milan, to je bilo takoj leta 65, takrat so mu dali še ime kodno po njegovem imenu, potem so to spremenili. Potem bi bilo naslednjo Hanzi, po umoru Martinović je bil Flora, veste kaj pomeni Flora, ne? Po letu 90 je bil Sivi in pa še kasneje Beli Viator. Ko je bil Sivi pa Beli Viator, je delala z njim naša slovenska služba Sova. To so dva imena, ko mu je dala Sova, tista prva tri pa mu je dala Udba. Leta 75 je izgledal takole. To je Hanzi leta 75. Tudi vam, da vidite, da imamo, ko zbiram podatke, da grem precej v podrobnosti. 28.6.75 mu je bila izročena pištola 08 Luger, kaliber 9 mm, številka 566, dobil od Milana Koprivnika, operativca. 3.9.76 pištola znamka Walter, model PP, kaliber 57, številka 14764, dal mu je operativec Udbe Ivo Mrevle. 3.8. Bereta, 16.11. Okvir za to Bereto, 29.3.88 pištolo Walter, tu je spet številka. Pištolo Herstal 9 mm je dobil 2.4.85 leta. Če samo povdarim, 5 pištol je dobil v času, ko je bil načelnik Udbe za Slovenijo Janez Zemljarič. Spisek je še naprej. 84 Walter, 73 Walter, 76 tudi pištola Walter PP. 82. leta je dobil 2, Fen pa češko zbrojevko, se mi zdi, da je to. Na koncu je dobil še pištola kaliber 6 mm, niti ne vem, za katera je točno je. Pištola Kalesi Bresca, pištola Mauser. Se pravi, vse to orožje je ta sodelavec od slovenske Udbe dobil. Za vse te postaja podpis. In danes bi verjetno gospod Zemljarič težko pojasnil, zakaj enemu človeku date pištole, ravno v obdobju, ko so bili nekateri ljudje ubiti v Nemčiji oziroma v Avstriji. To je ene od teh reversov. Ta je še celo iz iz leta 68, to so še dodatne 3 pištole, ki jih tam prej ni bilo. Kaj, se je prekinilo malo? Vse bo verjetno takoj. Bo, ja. Tukaj je en dopis akcije, v kateri je ta Dorič sodeloval do leta 70. Od septembra 1968. leta so on in še 11 operativcev iz Slovenije hoteli ugrabiti oziroma likvidirati Hrvata Rukavino, pa je tik pred samo akcijo v Nemčiji vse skupaj prekinil Gorenc Silvo. Ravno te dni potekajo zaslišanja v Nemčiji, namreč tudi poskus uboja v Nemčiji pomeni kaznivo dejanje, ki v Nemčiji ne zastara. To pomeni, da sta in Gorenc in pa Dorič v postopku trenutno v Nemčiji glede tega. In tukaj potem imamo za vsako leto posebej poskus ugrabitve Vukiča, tudi v Nemčiji, oktobra 1969, 1970 postavitev bombe, kot sem že prej omenil.
To je bilo samo do leta 70, ne govorim potem. Udba je svojim sodelavcem v tujini seveda izdajala tudi različne listine. Milan Dorić je tako dobil potni list na ime Milan Zornik, Živojin Mazdić pa Emil Kos. To so bila njegova imena v pravih listinah. Na prvo ime Milan Zornik so mu tudi pri Kreditni banki Ljubljana takrat odprli tudi žiroračun, ker so mu nakazovali denar za njegova dela. Mazdić Živojin je Hanzi, kot vidite tukaj, je bil leta 71, ko je se govoril, da je nekaj bolan in so ga pripeljali pod tem imenom, pod tem potnim listom v klinični center Ljubljano, ker je bil za njega narejen poseben pregled in tudi tukaj je njegova diagnoza, jaz se sicer ne smem prebrati zaradi osebnih podatkov, ne. Malo je pa preveč pil. Tole je pa Hanzi, kasneje vidite spodaj ime Kos Emil. To je bilo leta 85, tu se v Sloveniji se je še pripravljalo na korake osamosvojitve, tu slovenska udba pa mu je še izdajala ponarejene potne liste. Kos Emil, 1.8.30, Maribor, stanoval bi naj na Ljubljani, Titova cesta 25. Seveda je dobil tudi osebno izkaznico z istimi podatki. Seveda se ni, glede samega vozniške, ni imel probleme, ni rabo delati, ker so mu je takoj naredili, ne. Ja, kaj je, tole bi bilo za uvod z moje strani, no. Gospod Leljak, najlepša hvala za to uvod. Pa vendar, ker smo tukaj na Goriškem, mogoče še eno malce specifično vprašanje. Glede na to, da smo na Goriškem ob meji, nas najbrž obiskovalce, zanima, ali ste med vašim pregledovanjem arhivskih dokumentov zasledili tudi kaj o povezavi z našimi kraji. Zanimivo je, da veliko priimkov, ki ste jih ravnokar omenili, izhaja tukaj z tega področja. Pa še pred časom se je na spletnih straneh Goriških panterjev pojavil zapis o streljanju na meji v času nekdanje Jugoslavije, tukaj pri nas, in tudi o sežiganju trupel v Solkanski apnenci. Koliko je po vašem mnenju v tem resnice? No, jaz moram povedati, da je precej ohranjeno gradivo od 45. leta naprej za področje Nove Gorice. Se pravi, neposredno po drugi svetovni vojni, glede formiranja samega mesta, delovanja takrat in pa seveda delovanje takrat na Ozne in kasneje Udbe, glede na to, da je bilo pač to obmejno mesto in da je bilo veliko teh meja je bila zanimiva za celotno Jugoslavijo zaradi samih pribegov. Jaz bom malo razočaral glede tega požiga, vse skupaj tudi jaz to bolj vem, tako iz časopisov, samih dokumentov o tem nisem našel. Imam pa neko idejo, da bi se o delovanju Ozne in pa kasneje Udbe za samo Gorico pripravila ena posebna monografija, v katerem bi lahko obdelali vse tisti, ki so bili zaposleni v sami Udbi, prej v Ozni, in pa seznam sodelavcev, mislim, da jih je nekje okrog 850 ljudi evidentirani v Novi Gorici in okolici, ki so delali za Udbo. Te sezname so nekako narejeni, ampak ravno kar imamo probleme z temi osebnimi podatki in čakamo, kako se bo rešilo, da bi te zadeve lahko dali ven v javnost, kar se mene tiče takoj, brez problemov. Ampak moram povedati, da v Sloveniji trenutno nimamo razčiščene te pojme, kaj je to osebni podatek, kako ga ščititi, na kakšen način, ali so to osebni podatki. Kot veste, je sprejeta ta novela zakona, ki mene najbolj osebno moti to, da smo iz stare noveli dali ven nosilce javnih funkcij.
prej smo lahko o osebnih podatkov nosilci javnih funkcij govorili javno, ker niso bili zaščiteni, po tej novi noveli se bojo pa zdaj zaščitili. To pomeni, da so enaki vsem ostalim. Se pravi, žrtve in zločinci imajo popolnoma enak status in to je tisto najbolj pietetno slavo pri tej noveli. Seveda pa tudi to, da je vse prepuščeno arhivski komisiji in da bo nekakšna arhivska komisija odločila o tem, katere dokumente lahko gledamo, katere pa ne. To je pa vse odvisno od politične volje tiste stranke, ki bo na oblasti. Se pravi, vsi raziskovalci, zgodovinarji, ki se bojo s tem ukvarjali, bojo vedno odvisni od nekoga, ki je na politiki. To se pač v zakonu ne sme delati in zato sem jaz tudi bil za to, da se ta referendum izvede, in upam, da bi do referenduma prišlo. Še rajši bi pa videl, da pride predtem še do spremembe novele. Da bi uvideli, da to ni v redu in da bi se mogoče novela še pred sprejemom ponovno spremenila v smeri, da bi končno nekdo zapisal oziroma bilo jasno zapisano, da so dokumenti službe državne varnosti javni, dosegljivi vsem, in da se zavemo, da so to pripadali eni drugi Jugoslaviji, ne naši, na enem drugem času, enem totalitarnem režimu in da je prav, da si konec koncev pogledamo v oči. Ko smo 45. leta začeli, 90. leta začeli govoriti o truplih, pobijanih vse skupaj, je Janez Stanovnik prišel prvi ven in rekel, hudi jami nismo pobijali mi, ampak je to 4. črnogorska brigada, se veste. Danes vemo, da je to delal 1. bataljon 3. brigade Vojske državne varnosti, ki ga je vodil Benjamin Žižmund iz Nove Gorice, ki je umrl 8.12.2011. Benjamin Žižmund in da so v tem bataljonu bili samo Slovenci in nobenega drugega. Danes ponovno ugotavljamo, da je tudi dejavnost UDBE v tujini bila predvsem slovenska. In da je to en greh, ki ga pač ne moramo kar tako pod neko preprogo dati, ampak da moramo o njem javno spregovoriti in se zavedati tega. Jaz sem zelo vesel, da bo Eva Irgl in Franci šla z mano v soboto sorodnikom Stjepana Crnogorca, ki bojo prvič po 43 letih slišali njegov glas. V pismu, ki mi ga je napisala, je sestra, ki je tudi častna sestra, napisala, da ima občutek, da bo z nami prišel tudi njihov brat. Sem zelo vesel, da bo to gradivo pač predala Eva Irgl in pa Franci iz razloga, ker bo dobila to iz državnih rok, ker pomeni neko upravičilo na nek način. In to se mi zdi pietetno zelo dobro. Tako da na to vaše vprašanje o Novi Gorici, ja, z veseljem bomo to naredili in tudi knjigo o tem bi lahko končal v 2-3 mesecih z vsemi temi podatki, z vsemi 850 ljudi, ampak treba je počakati samo mesec dni, da ne bi bil v kakem prekršku, ker v zadnje čase me nadzorujejo vse strani, da ne bi imel kakšnih problemov, ker finančno tudi nisem tako močen, da si lahko privoščim ne vem kakšne tožbe oziroma prekrške. Vsak prekršek pa stane 2000 evrov trenutno, glede tega. Gospod Leljak, še zadnje vprašanje za vas, potem pa bo kolega Franc Breznik pojasnil nekaj stvari. Pa še zadnje vprašanje. V medijih pogosto beremo o vašem preteklem življenju, tudi direktne napade na vaše delo. Kako to komentirate, kako komentirate takšno pisanje in kako želite oziroma mislite nadaljevati vaše delo v arhivih? Nekaj ste že razkrili, boste morebiti pogledali tudi v Beograd, kjer je delovala Zvezdna OZNA? No, jaz upam, da bom lahko za delo nadaljeval in tudi bom, ne mislim se zastrašiti. 2 dni nazaj sem dobil tožbo od Zemljariča. Tožba s mene, jaz imam do nje odnos, kot da gre za neko tožbo, s katero me samo želi zastrašiti. Namreč, že Vrhovno sodišče je zapisalo, da gre za kriminalno organizacijo, ustavno, da gre za politično službo, kakorkoli. Že kolega
Igor Meza je napisal knjigo, kako je Zemljarič pred 2 letoma tu na italijanski meji ugrabil Bata Todorovića in ga čez mejo pripeljal sem. Tukaj je kup dokumentov, ki govori o neposredni povezavi Zemljariča z vsem in se mi zdi ta njegova tožba predvsem smešna. Mislim, da bo on imel več odvetnike, bo trenutno rabil v Avstriji in Nemčiji, da bo zagovarjal sebe, kot pa da bo od mene tožil, ampak to je njegova stvar. Napad na mene, seveda tudi jaz sem iz mesa in krvi, tako kot smo vsi, tudi sam imam kar nekaj grehov v življenju, na ene nisem ponosen, na drugi so bili življenjski, imam veliko dobrih stvari, kakorkoli, neko navadno življenje. Seveda, mediji vsako stvar podvignejo, naredijo neko iz vsega več in to, kar je zadnji čas se pisalo o meni, stvari nisem niti bral, ker niti približno ni bilo resnično. Res je, to povem vsem in tudi danes tukaj povedal, jaz sem leta 1993. leta imel eno podjetje, imel sem več podjetij, eno od podjetij je bil tudi finančni inženjerik, nisem bil direktor, bil sem pa lastnik. Ko je prišlo do problema tega podjetja, sem se pač sam postavil v odgovornost. Na odgovornost, obtožili so me, obsodili so me, bil sem na Dobu, ena lepa izkušnja, življenjska. Glede na to, da nisem bil v služil vojaški rok, ker sem bil v vojaških šolah, sem to razumel kot služenje vojaškega roka in je zadeva šla naprej. Vsi imamo nek svoj greh, težko je nekoga reči, en res meni manjši, večji, seveda, sem pa to odslužil, veste, naredil sem nekaj, sem to odslužil in po neki zakonodaji bi moral biti čist, mogoče pred zakonom, moralno pa nikoli in verjetno imajo novinarji tudi pravico, da tudi kdaj se obreknejo na mene, je pač to neko delo, ampak jaz to tako razumem, težko pa razumem pretiravanje, da je zdaj moj problem iz preteklosti večji problem kot pa v umorih, ki so jih delali ljudje, ki so v bistvu dolgo leta vodili to državo in še dan danes vodijo v ozadju. Hvala. Najlepša hvala, gospod Leljak. Verjamem, da bo vprašanj še veliko, čas za njih bo tudi kasneje zunaj. Gospod Breznik, naj še vas maleček povprašam, predvsem v luči zadnjih dogodkov, ki jih lahko spremljamo preko 3. kanala nacionalne televizije. Kako kot član Komisije za peticije in človekove pravice gledate na situacijo, odzive vaših kolegov v komisiji in odzive poslancev Državnega zbora Republike Slovenije? Ja, najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav tukaj na Goriškem. Moram priznati, vedno rad prihajam, vse imate luštne punce in še bom večkrat prišel. Tako da, ja, žal smo Štajerskega. Morda pa, ker so danes na sporedu malo resne teme, tudi zadnja situacija je zelo resna, bi želel povedati nekaj dejstev. Torej, gospod Leljak je govoril o njegovih zadevah, kako je odkrival te umore. Moram priznati, da Komisijo za peticije in človekove pravice vodi vaša rojakinja, kolegica moja, zelo dobra Eva Irgl. Mi smo se sestali, predvsem, ko je prišla prošnja sestre pa družine Stjepana Crnogorca, da prosijo, koliko lahko mi kot komisija, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, nekako poskuša najti, ker je pač gre za komisijo Državnega zbora, ki večinoma razpravlja pred državo, torej pred slovensko javnostjo v direktnih prenosih, da bi nekako povabili ljudi, ki bi kakorkoli vedeli o tem ugrabitvi in umoru in da bi tam spregovorili in da bi na podlagi tega morda organi ali pa institucije v naši državi poskušali najti truplo Stjepana Crnogorca. Sestra Stjepana Crnogorca je prosila, rekla, ne želimo dobenega maščevanja, želimo samo to, da najdemo truplo našega brata. Samo to, ona je nuna, je častna sestra, kot rekel gospod Leljak. Treba tudi povedati, zelo zanimiva zgodba.
Stepan Crnogorec je bil študent na magistrskem študiju v Salzburgu, bil je iz izredno ugledne in premožne hrvaške družine, govoril je 7 jezikov, tako da ni šlo, to treba povedati, to ozadje, ni šlo za nobenega ekstremista, tako kot tudi ni šlo v primeru, ki so nam jih razlagali v 70-ih, 80-ih za ustaške skupine. To niso bili nobeni ustaši, ki nikoli niso več obstajali, ampak je šlo se predvsem za hrvaške domoljube, ki so imeli fiksno idejo narediti nekoč samostojno hrvaško državo. Bili so približno v takšnem položaju, kot so bili Žebot, Boris Pahor, Franc Jeza tukaj v Trstu, blizu stan. Mogoče so bili nekoliko bolj organizirani, imeli so fiksno idejo in tudi od teh drugih naših slovenskih rojakov bom potem mogoče v drugem delu nekaj povedal. In na komisijo, torej na ta komisija je potem poklicala torej predvsem tudi gospoda Milana Kučana, gospoda Janeza Zemljariča in pa gospoda Silva Gorenca na to komisijo, predvsem z vabilom, da na podlagi dejstev, ki jih je gospod Roman Leljak danes povedal, da spregovorijo in da se izjasni, karkoli vedo. Ne gre za poprečne državljane, ne gre za bivše visoke funkcionarje. Gospod Milan Kučan ima poseben status, ki mu zakon nalaga, je tudi bivši predsednik Republike Slovenije, ima iz tega tudi velike ugodnosti, kot veste, in gospod Zemljarič je v bistvu bil bivši notranji minister tudi, ne samo bivši pripadnik ali pa bivši vodja službe državne varnosti, bil je tudi generalni direktor slovenskih bolnišnic, izgradil je tudi klinični center. Kot je povedal za gospoda Silva Gorenca, je šlo za človeka, ki je vodil jugoslovansko udbo, ki je bil na najvišji funkciji v službi državne varnosti, torej je bil vodja jugoslovanske udbe in menim, da so ti ljudje kompetentni, da povedo na podlagi dejstev, na podlagi dokazov. Seveda so se začela velika nasprotovanja predvsem v trenutni koaliciji, predvsem v strankah Pozitivne Slovenije, predvsem v stranki SD in pa tudi ne nazadnje tudi pri pripadniku tako zvane državljanske liste, kar je bilo za mene nenavadno. Predvsem je zanimivo, da je na tem prvi, seveda smo še sklicali drugo sejo, da je na teh obeh sejah smo izglasovali ali pa dali smo na predlog, da se izglasuje 4 sklepe. Za kakšne sklepe je šlo? Glejte, v neki politiki, levi, desni, nekih evropskih resnih demokratičnih državah lahko. Jaz sem živel nekaj let v tujini, v Švici, Avstriji, predvsem v Avstriji in pa nekaj časa tudi v Nemčiji. Je zanimivo, da evropska politika, lahko rečem, ta konflikt, ki nastaja, ki je normalen v nekih parlamentarnih demokracijah, je konflikt pri reševanju določenih težav. Tukaj pa nastopa konflikt pri temeljnih človekovih pravicah, nastopa je konflikt v osnovnih civilizacijskih normah. Zato je zanimivo, marsikdo, če si je pogledal to, in moram priznati, torej, zdaj bom posebej prečital, jaz sem pravkar šel na spletno stran, pa bom prečital, o katerih 4 sklepih smo mi glasovali. To je nekaj nenavadnega. Poglejte, na koncu teh zadev, na katere se seveda ti ljudje niso javili, je bil prvi sklep. Komisija za peticije in človekove pravice enake možnosti obsoja delovanje nekdanje službe državne varnosti, ki je do konca 80 let nezakonito ugrabljala in morila domače in tuje državljane na ozemlju današnje Republike Slovenije in tudi v tujini. Drugi sklep. Komisija za peticije in človekove pravice pričakuje, da bo vlada skupaj v sodelovanju z nekdanjimi nosilci političnih funkcij, nekdanjimi funkcionarji službe državne varnosti storila vse, da bodo svojci in potomci oseb, ki jih je umorila nekdanja služba državne varnosti, našli njihove posmrtne ostanke in jih lahko dostojno pokopali. Tretji sklep. Komisija za peticije pričakuje, da bo vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom storila vse potrebno, da bodo morilci kot načrtovalci umorov nekdanje SDV identificirani in da jim bo pravično sojeno. In četrtič, v četrtem sklepu pa smo pozvali vse domače in tuje državljane, ki karkoli vedo za določene primere, da se komisiji javijo. To bi pa četrti sklep. Zdaj pa vas kot ljudi, če pustimo politiko na strani, kljub temu, da sem politik, vas sprašujem, ali obstajajo še bolj temelje človekove norme, kot je pieteta v nekem narodu, prvič, da obsodiš
to, kar je že obsodilo Vrhovno sodišče v judikatu iz leta 2003, ali pa recimo Ustavno sodišče glede Titove ceste, kakšen bi bil še režim, ali to, da imajo svojci pravico najti, ali pa da ima ta žrtev pravico do svojega groba, tretjo, kjer pozivaš, da so ljudje, ki so to storili, da jim je pravično sojeno, da se ti zločini odkrivajo, ali ni to nekaj nenavadnega, ali se lahko ljudje, torej ta politika poistoveti v temeljih civilizacijskih normah, ki jih imajo nekateri tudi barbarski narodi, ki jih nekako posedujejo. To je vprašanje te komisije in tega časa. Do kak daleč bomo šli? Torej, ti ljudje iz koalicije so glasovali, 4-3 so nas preglasovali. Evo Irgl, mene in pa dr. Vinkota Gorenaka. Sedaj vas sprašujem, kje lahko ta politika najde skupno točko, če je ne najde niti v temeljnih civilizacijskih normah, ki jo poznajo vsi resne družbe stoletja in tisočletja. Po največjih bitkah še v starem rimski državi je bilo neko premirje, celo tudi v prvi svetovni vojni, kjer so si lahko šli po svoje žrtve in so jih dostojno pokopali. Danes te možnosti določeni politiki ne vidijo. Tukaj nisem zato, da bi politiziral, ampak sem zato, da danes predvsem govorim v pravnem smislu te komisije, v pravnem smislu spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Govorimo o nekih načelih, ki jih svoja bivša država ni spoštovala, ki si jih razlagali nekako po svoje, in to je tisto, kar je pa za mene kot, ne samo kot politika, kot državljana, kot katolika, bilo nekaj, kar se mi zdi zastrašujočega. Zastrašujočega, da del politike ne dopusti. Ker veste, neko pregovor mi ga je moj oče nekoč povedal. Večina ljudi je igralcev, ampak navadno te igralce spoznaš, ko pride do neke kritične situacije, ko se treba odločiti, takrat pa maske padajo. Pri teh ljudeh so na tej komisiji maske padle. Poglejte, če je to njihova etika, torej, da v smeri neke politike grejo preko temeljnih človeških norm, potem, spoštovani državljani in državljanke, to je eno resno vprašanje te družbe, ali zmoremo naprej. Ali zmoremo naprej. In menim, da je zgodovina pomembna. Zgodovina je pomembna predvsem z vzroka, da preko zgodovine spoznaš, kako deluje sedanjost in kako boš lahko načrtoval prihodnost. In narod, ki gradi svoj obstoj na laži, sem tudi, mislim, da prejšnji teden v tedniku Družina, mislim, da zdaj izhaja, povedal, da takšen narod nima prihodnosti. Tudi, veste, država ni nekaj absolutnega. Zgodovina nas uči, da je cela vrsta narodov, imperijev in držav propadla. Rimska država je po 1000 letih še več propadla ravno zaradi takšnih norm. Ko so šli preko nekih temeljnih civilizacijskih norm, ko je ta etika padla, je ta država začela propadati. Začela je gniti znotranjo, začela je civilizacijsko gniti. In to je vprašanje obstoja tega naroda. Ker če se temeljna državna politika ne more poistovetiti, kaj so temeljne civilizacijske norme, potem, spoštovani, je moje mnenje, da takšen narod nima neke svetle prihodnosti. Gospod Breznik, res je, da danes... Gospod Breznik, res je, da danes tukaj nismo zaradi politike ali političnih vprašanj, temveč predvsem zaradi človeških vprašanj. Pa vseeno, vi ste politik in kako vi vidite to korelacijo ali mislite, da korelacija med delovanjem službe državne varnosti in zdajšnjim nedelovanjem ključnih institucij slovenske države je ali je ni? Ja, zanimivo vprašanje. Kaj se nam dogajalo leta 90? Zdaj, če poznate znamenito resolucijo Evropskega parlamenta, ki je govorila o razgradnji totalitarnih režimov, je govorila predvsem nas je opozarjala, kaj pomeni nek socialno omrežje, ki deluje več kot 40 let.
Kaj to pomeni, ko je neka absolutna oblast, nekdo na absolutni oblasti 45 let? Ne? Tu treba poznati, da druga svetovna vojna, kakorkoli je bila, ne? Na Goriškem bi bila mogoče nekaj drugačnega kot pri nas na Štajerskem, tako kot se je dogajalo mogoče nekaj druga zgodba na Notranjskem. Ne? Tisto, kar je bilo najhujše, je bila, da je del takratne politike izkoristil tudi partizanska gibanja za to, da je izvedel revolucijo. To je tisto, kjer se mi danes ne strinjamo. Vsak, ki je danes demokrat, mora obsojati totalitarizem. Komunizem je bil tretji totalitarizem, ki je prinesel največ žrtev. Trajal je najbolj dolgo in še traja v nekaterih državah. In spoštovani, moje osebno mnenje je, da tisto najhujše, kar se je zgodilo slovenskemu narodu, je, da nijemo elit. Po vojni so nam pobili in zakopali žive v rove tiste prave slovenske elite, ki so obstajale, ki so konstituirali ta narod stoletja. Govorimo o največjih kmetih, govorimo o meščanih, govorimo o obrtnikih, govorimo o največjih tovarnarjih in govorimo tudi o vojaških pravih elitah, ki so obstajali. Poboji, ki so se zgodili, da nam je odišel več kot 1,5% najboljše populacije. In zatem je prišla tako zvana revolucija lumpen proletariata, kot sam pravim. Ljudje, ki so imeli najnižje moralno-etične standarde in tudi estetske standarde. Poglejte si arhitekturo. Tudi estetske standarde so prišli na oblast, imeli so 45 let neomejeno oblast. Neomejeno oblast. In to omrežje smo mi, ga nismo nekako razgradili. In to je ta problem, ki ga imamo. Morate vedeti, zato še danes po 5 monopolih, ki jih ima vsak totalitarni režim, obstajajo še vedno 4 monopole. Prvi monopol, medijski monopol. Absolutno medijski monopol. Drugi monopol, ki je zelo nevaren ravno za prihodnost, je izobraževalno-kulturni monopol. Ni zaman, da imamo toliko družboslovnih fakultet, predvsem v Ljubljani, FDV-ja, Filofaksa in tako naprej, kjer ljudje ne samo, da jih učijo, ker se zavedajo, da ti ljudje ne bodo dobili nikoli poklica, ampak tokom izobraževalnega procesa jih indoktrinirajo. Jih indoktrinirajo. Tretji monopol, sodni monopol. Kako sodni monopol? Vi imate celo vrsto sodnikov bivšega totalitarnega režima, predvsem danes smo imeli ravno komisijo, govorili smo o dr. Zvonku Fišerju, vrhovnemu državnemu tožilcu, človeku, ki je ljudi obsojal, kjer je sodba padla, ki jih je posodil krivično, celo kršil je prejšnjo zakonodajo Jugoslavije. Torej, ti ljudje nimajo kaj iskati. In četrti monopol, ki obstaja, je tako zvani gospodarski monopol. Pri nas ne more delovati normalno tržno gospodarstvo, zato ker nima pogojev. Pogojev pa nima, ker imamo še vedno gospodarske monopole. Vi se morate vprašati vsak posebej, kaj imam jaz kot državljan Republike Slovenije, da je Telekom v državni lasti? Kaj imam jaz kot državljanka Republike Slovenije, da je zavarovalnica Triglav v državni lasti? Kaj imam jaz kot državljan Republike Slovenije, da je Petrol v državni lasti? Kaj imate od tega? Imate nič. Morate pa vedeti, da ta podjetja ustvarjajo milijardne prihodke, mi kot v preko proračuna pa dobimo, mislim, da 80 do 100 milijonov dobička na leto. Samo Petrol pa ima 3,7 milijard prihodkov. Torej za ta denar, za ta dobiček proda samo Milkinih čokolad na svojih bencinskih servisih. Torej, kaj hočem povedati? Omrežje bivšega totalitarnega režima, predvsem UDBE, se je usidralo. UDBA je imela celo vrsto podjetij. Zneske, ki ste jih videli prej, ki jih je razlagal gospod Leljak, 1 milijon mark leta 1972, spoštovani. Tisti, ki ste starejši od mene, ki imate malo več izkušenj, se boste zavedali, kaj je pomenila vsota 100 mark leta 1972. Zdaj pa predstavljate 1 milijon mark leta 1972. To je po moje danes kakih 3 milijone evrov ali pa nekaj tajega, po moje krat 6, ne? Milijon, to je nekaj takšnega, no? In tisto, kar je prislikava v sedanji čas, ne, ko predvsem bo nekdo rekel, zakaj se ukvarjate s preteklostjo, gledati treba samo naprej. Ne. Veste, če se jaz prijem na Triglav, pa se zgubim, pa sem pred prepadom, naj grem naprej, ne. Jaz ne morem iti naprej, jaz bom šel nazaj, pogledal bom zadnji marker, da vem, kje sem se zgubil in da bom lahko šel po neki poti, ne, normalni, kjer sem nazadnjo zašel. Ne. In poglejte,
tržno gospodarstvo ravno zaradi teh 4 monopolov ne more delovati. Prvič, ne deluje niti nimamo normalnega volilnega sistema. Ljudje morajo biti obveščeni pravilno preko medijev, preko raziskovalnih novinarjev, o kom bo tekle volitve, kdo so kandidati za volitve in vse kandidate predstaviti, dostojno predstaviti. Zato, da kot volilci tudi lahko dobite. Zato je tudi pomembno to, ne. In poglejte, ti monopoli pa ustvarjajo seveda določen denar za bivšo udbomafijsko omrežje. Ta izraz je nekako odšel iz trajnosti. Uporabljal se je morda prvo leto po osamosvojitvi, tako zvana udbomafija, ne. In ta udbomafija, gledajte, tu lahko govorimo danes, kljub temu, da sem tudi jaz počasi na vrsti za kakšno tožbo, lahko govorimo čisto direktno, ne. Če boste pogledali nekaj dokumentov, ki je gospod Leljak predstavil, kdo je bil obveščen o vseh teh umorih. Zdaj bom povedal dejansko imena in priimke. Torej, niso klasični ljudje, ki so bili takratni zvezi komunistov, o tem niso vedeli in bi bilo težko danes obsojati. Morate vedeti, pa tako kot normalni policist ni bil pripadnik službe državne varnosti, bila je specialna policija, bili so vaduhi in o tem je bil obveščen najvišji vrh partije, centralni komite, recimo republiški, v vsaki republiki in pa državne, ne. V časih, ki govori Roman Leljak, vidimo, da dopisi prihajajo na naslednje osebe. Milan Kučan, Andrej Marinc, Franc Šetinc, Popit in Gojko Stanič, recimo. Pa še kdo so se potem menjavali v centralnem komiteju, ne. To so ključni ljudje, ki so dobivali te informacije in ki so odločali. Odločali so, koliko denarja bodo dali udbi več ali manj. In kaj ti ljudje so bili odrezani potem od vseh funkcij leta 1991? Niso bili, ostali so tu. Z vsemi svojimi podrejenimi, ki so bili nastavljeni na bankah, v vseh teh podjetjih, na sodiščih in bili so odgovorni uredniki večina medijev. Na sredi komisije gospod Leljak pove, recimo, znani dopisnik na Koroškem, Lojze Kos, ki ga marsikdaj spremljate, udbovsko ime, Kajuh, mislim, da ste. Ja, udbovsko ime Kajuh. Mislim, da ne rabim naprej razglabljati, da vam bojo počasi začele stvari postajati jasne. Ja. Tu bi zaključil in vam v bistvu vas sprašujem, da razmislite po tem predavanju. Veliko vprašanj zagotovo imamo še, nekaj in bomo tudi namenili čas tukaj, o nekaterih se lahko kasneje pogovorimo zunaj ob kozarčku pijače, pa vendar veliko je še neizgovorjenega tukaj za tem govorniškim pultom. Gospod Leljak, veliko odgovorov lahko najdemo tudi v vaših knjigah. Tukaj. Ja, kot sem že prej omenil, zadnje nekaj let se ukvarjam res samo z pisanjem in ne počnem ničesar drugega, niti ne želim. Mi tako prav lepo paše in sem najbolj srečen, če bi bil arhiv v Sloveniji odprt od soboto pa nedeljo, bi še tam bil malo. Veste, Milan Kučan, bi se še malo njega dotaknil. Ja, ne gre mi nekaj, veste, 14.7. je bila ta seja, 72. leta, ne. 14.7. je tudi bilo zadnjo zaslišanje Stjepana Crnogorca. 15.7. ga več ni. Ali je kdo na seji Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije rekel, likvidirajte ga? Ali ni? Ne vem. To sem hotel vprašati Milana in nažalost ni odgovoril, pa sedaj niti ni potrebe več, kar se mene osebno tiče. Ja, glede, teh knjig kar nekaj poskušam slediti. V glavnem se ukvarjam z svojimi knjigi, izdajam pa kdaj tudi kako drugo knjigo. Ena od teh, ki bi rad danes omenil, če mi daj malo črne bukve, so tele črne bukve. Ta knjiga je išla februarja 1944. leta, se pravi točno pred 70 leti, o zločinu komunistične partije takrat v Sloveniji.
To je nekako prva knjiga, ki je o teh zločinih izšla in ima letos 70 let in bomo letos kar, prosim? Ja, no, tako je, tako je. In o tej knjigi bomo kar na parih mestih v Sloveniji danes letos govorili, ker mislim, da se knjiga zasluži. Predvsem tudi iz razloga, ker je bilo kar na desetine ljudi zaprti samo zaradi posesti te knjige. Samo zaradi posesti te knjige. Najbolj prekrita knjiga, skrivana v teh 40 let, kar si imeli. Verjemite mi, tudi danes je težko najti original, zato ker ga ljudje še danes skrivajo, pa ne zato, da ga ne kdo vzel, ampak ker se še vedno bojijo priznati, da jo imajo. Tale ponatis je narejen tudi na približno na papirju, tako kot je takrat izgledal in je popolnoma isto. No, tukaj pa vidite tole knjigo Udba, oziroma moja prva knjiga Teharske žive rane, leta 1989 leta še v Jugoslaviji sem bil v hudi jami, noter v tej knjigi. So tudi slike od takrat objavljene. Sloveniji je bilo potrebno koliko 20 let, da smo to hudo jamo odprli. Nažalost, tudi to je resnica. No, sedaj sem pa v pripravi tele knjige, ko jo vidite tukaj, Udba. Za to knjigo, mislim, da bo zdaj konec februarja že išla, pospešeno končujem vse tekste. Ta knjiga bo pa v bistvu aktualna glede na te zadeve, o kateri smo danes govorili. Bo zadeva 66. leta postavitev bombe v Pliberku, 72. leta ugrabitev, 67. leta poskus atentata na Tita na Dunaju, ki ga je izigrala sama Udba, zato da bi se pokazali Tito, koliko so sposobni delati. 72. leta potem ugrabitev Crnogorca, 75. Martinović Nikica, tukaj na naslovnici bo še nekje številka 1, ker bom probal vsaki 3 mesece to knjigo dati. To knjiga danes sicer ni na voljo, jo pa lahko dobite v prednaročilu, je samo 15 €, potem tukaj pri mojem kolegu napišite priimek, pa vam bomo z veseljem poslali. Ja, jaz verjamem, da imamo na tem področju veliko dela. Predvsem pa se mi zdi pomembno, ko prihajamo s temi podatki na dan, ravno iz tem smeri, da razbremenimo ljudi straha. Ta strah, ki je tako prisoten pri tem narodu, ta teror teh služb je bil tako močen, da so ljudje res postali mehki, tiho in to še imamo dan danes posledice. Zato se danes ne znamo organizirati, zato ne znamo udariti po mizi, samo kimnemo z glavo in bo boljše, bo boljše. Ne, nikoli ne bo boljše, če ne bomo sami nekaj storili. In jaz upam, da ravno te teme, in jaz upam, da nam bojo pomagali tudi evropske države, predvsem Avstrija, Nemčija, ki danes že vodijo postopke proti našemu občanu zaradi likvidacij. In da bo Slovenija doživela eno ilustracijo v tistem trenutku, ko bo Mužič, Zemljarič ali pa Gorenc odšel z lisicami v Nemčijo ali pa v Avstrijo. Hvala lepa. Kot obljubljeno imamo še nekaj malega časa za vprašanja v dvorani, nadaljujemo potem seveda zunaj. Kar prosim... Torej, sem nekaj o pieteti. Ko se človek narodi, ima pravico... Halo? Ja, takole. Ko se človek narodi, ima pravico do groba. To je osnovno človeško ravnanje. Torej, Bosanci v Srebrenici ne pokopljajo nobenega, dokler mu ne dokažejo DNK. Morda ste vedeli, lahko niste vedeli, lansko leto so jih pokopali 700, vsi svojci vedo, kdo so njihovi najbližji. Naši pohorski partizani so pokopani, veste kje? V Gracu. So jih Nemci pobili in so jih tudi pokopali. Nadalje, zakaj imamo tako šolstvo? Enkrat sem že tukaj povedal.
Torej, naše fakultete oziroma naša politika ima enega naravoslovca in 11 ali 13 družboslovcev. V Nemčiji je pa to obratno. In vidite, kje je Nemčija? Največja velesila z ozirom na prebivalce na svetu. Torej, če Nemčija ne bi bila v Evropski uniji, bi bila že 3. ali 4. vojna. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa za ta komentar. Jaz bi vam nekaj, bil sem na tej seji za komisijo za peticije in tam. Bila je tam prisotna tudi poslanka, pomagaj mi, Lela Hercegovec. Ona je iz Bosne, iz tam, cerkveni tam, ko so pokopani vsi tisti, ne? Tam dobro ve, kak ima doma probleme z grobovi, no v Sloveniji je pa glasovala proti temu. Tako da res je, pieteta je osnova in tega se moramo držati in ko se bomo tega naučili, potem bo boljše. Hvala. Ja, naprej gospod. Jaz bi vprašal eno stvar. Kako se odziva Evropa na to situacijo, pač, ki se odvija v Sloveniji? Naprimer na to, da Komisija za človekove pravice in enake možnosti. A vejo oni tam gor, kaj se je dogajalo? Jaz lahko odgovorim samo na... Ja, prosim, povejte. Pa še nekaj bi vprašal. A se bo resno avstrijska policija in nemška policija odzvala na te stvari in kako se bo odzivala, se lahko zaupa slovenski policiji glede teh preiskav? Ja. No, jaz bom na to prvo vprašanje odgovoril. Jaz vam lahko zagotovim, da avstrijska in nemška policija zelo resno dela. Gospod Dorič Milan je že 48 ur v pridržanju. Ja, tako da in sem tudi prvič tole povedal. Vem, da je že prevčerajšnji v 5. popoldan so ga pobrali, ne tako kot pred nam zgodaj zjutraj. Tudi avstrijska policija resno dela. Moram povedati, da je že tudi slovenska policija dala na Interpol zahtevo za razgovorom z Franklom, sodelavcem Biličem, ki je ugrabil Stepana Crnogorca, tako da se lahko zgodi, da bodo tudi Avstrijci morali nam izročiti sodelavca UDBE. Dela se in jaz verjamem, da se dela in tudi sem prepričan, da rezultati policijski vsekakor bojo. Kar se pa tiče, če sem prav razumel vašega vprašanja, kako Evropa na to gleda, ali bo to kakšno politično, avstrijski svobodnjaki kot tretja stranka so zelo glasni, za ostalo Evropo pa gospod politik, izvolite. Ja, gledajte, zadeve so se zdaj komaj začele premikati, kot je rekel gospod Leljak, je bila neka skrivnost, ki smo jo držali že 24 ur, pa ste zdaj bili prvi, ki ste izvedli, torej mediji tega sploh še ne vedo, to je bilo, mislili smo to v ponedeljek obelodaniti, torej da je bil glavni osumljenec je trenutno ravno v postopku zasliševanja v Nemčiji. Kako gleda? Glede, Evropa nazadnje niti še ni toliko spremljala, ampak verjamite mi, da je, mislim, že en film je na internetu, predvsem glede tega, kakšne izgovore so imeli pri glasovanju poslanci koalicije in je preveden v angleški jezik. Tako da na YouTubeu si ga lahko pogledate, tako kot so si lahko pogledali znameniti stožijski koncert, kjer so ravno tisti, ki nam v teh dneh najbolj pomagajo za agregati, Madžari, Italijani in Nemci, predvsem Avstrijci, ne, ko so kričali, da so oni banda lopov. Danes so ti ljudje, Avstrijci, mislim, da so dali več kot 300 vozil, pripeljali so 200 agregatov, to je banda lopov. Torej, tudi tisti koncert si je lahko pogledala nekaj evropskih politikov, sam sem govoril z podpredsednikom, ko sem bil v Bruslu, z podpredsednikom Evropskega parlamenta, z Avstrijske ljudske stranke, gospodom Karasom. Moram priznati, da me je vprašal prve dvome, mislili smo, da je to neka montaža, ko si je na YouTubeu pogledal, da ne samo, da obstaja kratki film, ampak da obstaja dvourni koncert in na tem dvournem koncertu se še Radio Televizija Slovenija spodaj opravičuje, da niso mogli vsega posneti, da je trajalo 4 ure, ne? In da predvsem je pa opazil to, da na tem koncertu ni bilo ene slovenske zastave in niti ene evropske zastave, ne?
ne, če ste opazili, ne. Imeli so pa koncert za pravico in za socialo, jaz ne vem, kakšno socialo, ne, katero socialo, ne, komunistično socialo, kjer je bila 5% vrhunsko privilegiranih komunistov in 85 ljudi, ki so živeli na pragu revščine. Če bi radi videli, kakšen standard ste imeli v Jugoslaviji, si pogledajte svoje pokojnine in pokojnine tisti, ki so delali na istih položajih v Avstriji, pa boste vedeli, kje smo bili. Ne? Ker se danes marsikdo opravičuje in pravi, kak je bilo vredo v Jugoslaviji, ne? Takšno stanje, ko smo imeli redukcije elektrike, so bile, kot je bilo normalno stanje, ko ni bilo nekih naravnih katastrof, smo imeli redukcije elektrike. Ne? Vozili smo se s tretjim razrednim avtomobilom, ni bilo praška, ni bilo cementa, imeli smo bone, udba, vsakega drugega so skoraj nadzorovali, 25 000 ljudi je bilo nadzorovanih še leta 90, 25 000 ljudi in pripadnikov SDV-ja so hodili brez kakršnih koli nalogov, so imeli ključe od vsake telefonske centrale, so šli v centralo, so se vsedli in normalno prisluškovali, bez kakršnega koli odločbe, sodišča, tožilstva in kakršne koli. To vam lahko tudi kolega Kmetič, ki je bil takrat poslanec v prvi skupščini, ga tudi lepo pozdravljam, morda zunaj pove v praktičnem primeru. Tako da lahko rečem, mi smo še daleč od Evrope, kaj se tiče naših moralno-etičnih norm, o katerih sem danes govoril na začetku. Predvsem bi pa tudi rad povedal glede politične polarizacije, pomembno. Pri nas trenutno imamo tudi neko komisijo, ki ugotavlja ekstremne skupine v Sloveniji, zelo zanimiva, moram priznati. V Sloveniji je nekako tista reference, s katere izhaja ekstremna levica. In potem vse tisto, kar je od ekstremne levice, gre v bistvu proti desni, je že naenkrat proti normalnim, so ekstremisti. Ne? Ljudje, ki so domoljubi, ki hodijo z slovenskimi simboli, so v neki vrsti že ekstremisti za te ljudi. In tudi, če vidite, da poslanka v polomljeni, slabi slovenščini, kar nekaj takih poslancov imamo, nas uči človekovih pravic in temeljnih svoboščin, potem je to žalostni dnevi za slovenski narod. Kako daleč smo prišli in kaj pomeni, če ljudje ne gredo na volitve in ne zaupajo resnično nekim svojim slovenskim sodržavljanom. Kaj se nam je tudi zgodilo na zadnjih volitvah, to je samo eno opozorilo. Toliko z moje strani v tem. Predlagam, da ta formalni del zaključimo z zadnjim vprašanjem. Gospod, prosim. Potem pa bomo nadaljevali zunaj, ker bosta gospod Breznik in gospod Leljak odgovarjali na vaše vprašanje. Dobro večer, želim samo na kratko, zelo navezal bom na to vaše izvajanje zdaj na konec. Namreč prej bi pa še nekaj rekel, zakaj je tako, kot je danes, zaradi tega, ker komunisti kršijo od leta 1945 naprej še prej 3 božje zapovedi, ne laži, ne kradi, ne ubijaj. In oni tega ne bodo nikoli priznali, dokler, ne vem, dokdaj. Ampak moje vprašanje se, oziroma vprašanje pravzaprav se nanaša na neki, čisto na drugo zadevo, sicer govorimo o Udbi kot o nečem, kar je minilo. To ni minilo, to je tukaj. To je tukaj. Ko so mene leta 1992 vrgli iz službe, prišel Udbovec k meni in rekel, to ni še nič, kar se vam bo zgodilo. So me poskušali ubiti, to je vse evidentirano in tako dalje in tako naprej. Namreč Udba, šolan oficir, ne bom rekel Udbe, ampak obveščevalne službe, mi je vdiral v pošto in tako naprej. To se dogaja danes. Se pravi, moramo biti kljub vsemu malo previdni pri tem, ker tistih šinjelov, smo včasih rekli usnjenih, tega se bojimo še vedno nekako, vsaj nekateri. Bi pa na eno drugo vprašanje, prihajam k vprašanju sicer k temu, ker ste vi začel, bi jaz nadaljeval, Komisija za ekstremizme v državi, ekstremne gibanja. Jaz sem zasledil včeraj samo na kratko eno polemiko v časopisju, da je vrh slovenske politike iz mandata 2008-2011, sam vrh vedel za šolanje neonacistov na Dolenjskem. Grozljivo in tega niso obvestili. In potem poslušamo Matejak se bori na naši strani, da je poročilo komisije, ki obravnava ekstremizme, nepopolno. To so nevarne zadeve in ti isti ljudje, verjetno, ki so se šolali tam doli, mende, kobajagi, pod inštruktorstvom nekaterih iz naše vojske, so pomagali rušiti Janševo vlado. To so vse stvari, ki bi mogoče prosil gospoda Leljaka za komentar tega, oziroma a se imamo pravico tega bati ali ne. Hvala lepa.
Ja, mogoče tole glede same neonacistov in te komisije, mogoče bi res Franci bil boljši, da odgovori. Jaz osebno ne spremljam aktualno politiko v tej meri, niti nimam časa, pa včasih niti želje. Televizor ima eno dobro lastnost, veste, tisto za izklop, ne, včasih, tako da izklopim. Tako da udba je seveda problem te države in te en čas problem bo. Ampak jaz mislim, da tiste neposredne nevarnosti na življenje in telo več ni. Gre za to, da so te službe v birokraciji tega sistema, v razpasani birokraciji in to vsak dan to slišimo, nepotizem teh, veste, ko berem, kako so ljudi pridobivali sodelavce, to je tisto najtežje, kar bomo izkorenili iz te družbe. Pripadnik udbe je prišel nekomu, gledaj, če boš delal za nas, ti bo žena dobila službo, otroci bo ti dobili štipendijo, seveda je postal, ne. Ampak s tem je udba dobila še 3, 4, 5 sodelavcev oziroma vse tihih partnerjev zraven. In ta mreža se je samo širila, ne. In ta mrežo danes čutimo, ne. Zato imamo sistem politični takšen, kot je. In to je težko iti vse skupaj. Zato mislim, da je edina prava pot ravno to, kar zdaj počnemo. Da bo par na visokem nivoju teh udbašev šlo, da jim bomo ravno povedali tisto, kar jim gre, da so kriminalna organizacija, da so delali zločin proti temu narodu, potem bodo tudi tisti na nižjem nivoju se malo spustili glave in utihnili. Kar se pa tega politično tiče, kar se je dogajalo na Dolenjskem, to vsi vemo, da je bilo zažirano, dobili so plačano, sicer manj, sedaj so nekateri v zapori, koliko vem, Mariboru, kje, ne? Tako da se jim to plačilo ni najbolj splačalo, ampak gledajte, to je verjetno del slovenske politike in tudi tega tajnega delovanja od zadaj, teh prikritih metod, ki pa smo jih naučili še od te zločinske udbe, ki pa res po mojih izkušnjah vam povem, ni bilo stvari, ki jo ne bi počeli. Veste, družina Ševo, ubita deklica, stara 11 let. V Pliberku ranjena deklica, stara 7 let. V Argentini ubita deklica, stara 8 let. Samo so krivi, ki so bili v tistem trenutku tam, kjer je eksplodirala bomba. In udba je vedela, da bojo tam ljudje. Pa jim ni bilo mar. Veste, tako jim ni mar tudi sedaj v tem življenju. Ja, hvala lepa. Torej, najlepša hvala vsem. Žal mi je, da moram na tej točki prekiniti ta vsa vprašanja. Res se opravičujem. Predlagam, nadaljujemo zunaj. Gospod Leljak in gospod Breznik sta obljubili, da ne pobegneta, tako da bosta v naši družbi še kar nekaj časa. Mislim, da bosta zadovoljna, če jo pocukate za rokav in povprašate, karkoli vas zanima. Hvala lepa še enkrat.